Napetost med sostanovalci izbruhne in se konča s smrtonosnim spopadom. Pridi sem dol, prosti, Jeff, pridi sem. Prid sem. On je zgoraj, je v nezavesti. Ko policija preiskuje, kaj je privedlo do smrtonosnih udarcev, je razlog skoraj neverjeten. Povedal mi je nekaj v zvezi z vojo hrano iz Taco Bell. Drugi tip, ki je spodaj v dnevni sobi z mojim partnerjem, je rekel, da je tisti začel paničariti in znorel. Rekel je, da ga je pretepel tukaj. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeth Miller. Ni boljšega, kot zaključiti pozno noč s hitro hrano, še posebej iz Taco Bell. V tem primeru pa policija pravi, da je bila ta pozna želja po hrani pravzaprav motiv za umor. Danes je 31. januar 2024. Nahajamo se v Rossvillu v Michiganu. Policisti se odzivajo na klic v hišo na ulici Waldorf, potem ko sta se dva sostanovalca sprla. Eden od njiju je še vedno v nezavesti. Čako Gospod, dobro sem, kaj se? Malo sem znorel, ker sem mislil, da mi je nekdo ukradel hrano iz Taco Bell. In od takrat naprej samo še paničari, hodi naokoli in se jezi. Pravkar sem ga videl, kako je pretipal moškega, ki je tih 15 let starejši od njega. Zdaj sploh ne reagira več. Policisti gredo v zgornje nadstropje. Tam najdejo 72-letnega Dale Michela, ki krvavi iz glave. Daleovi sostanovalci so kasneje za televizijsko postajo WJBK povedali, da je bila kri povsod. Kje je ta oseba? Kje je oseba, ki ga je poškodovala? Policija? Raj se identificirajte. V redu. Daj drugo roko ven. V redu, prid sem dol. Pojď sem dol. Oprosti, Jeff. Prid sem. Pridi sem. On je zgoraj, je nezavesten. V redu. Ostanite z mano, gospod. Policija, kdo je vse zgoraj? Naredil bom to. Tam je ona. 13 ekip na kotakah. Hej, prijatelj, govori z mano. Naj naši sodelavci pohitijo. Iz glave mu teče kri. 23 zaključuje. Temu tipu po strani glave teče kri. Hej, gospod. Moram te videti, prijatelj. Moram te videti. Mislim, da je mrtev. Preveri njegov utrip. Preveri njegov vrat. Ja, mislim, da je mrtev. Polulo se je. Enega moškega bomo prepeljali nazaj na postajo za DB, postaja 70, gospod. Dajmo ga hitro postaviti v zaščitni položaj. Preverimo puls. Mrtev je. Vidim, da prihaja malo sape iz njega. Some virtue status check. Drži ta telefon. Drži tega. Mislim, da ni. Hočemo to dati na nos? Seveda. Hej, dispečer, lahko pošlješ tudi nadrejenega? Možen umor. Da bi ena stolica naj bo obrnjena tako? Trenutno imamo utip. Ne, ničesar ne čutim, prijatelj. Policisti skušajo vse skupaj sestaviti. Ni mogoče, da bi se ta brutalen in smrtonosen pretep začel zaradi Taco Bell, kaj ne? To se je zgodilo pred časom. Nismo prepričani. Poškodovan si? A nisi poklical tega tipa? Nisem prepričan glede tega tipa. Mislim, da ni poklical. Bil je obrnjen z obrazom navzdol v tisto smer. Topeli. Hey, Warren, you're the patchy prav to. He's up there, is it? Ja, Wise. Je dežuren za vsak slučaj. Hej, to je popolnoma noro. Nisem prepričan. Prišli smo do vrat, povedal nam je nekaj o njem. Pritoževal se je drugemu tipu, da mu manjka Taco Bell. Vsi ste ponoreli. Potem je rekel, da je ta tip tukaj pretepal tega tipa. Prišel sem gor, bil je z obrazom obrnjen navzdol, s kapuco potegnjeno čez glavo. Obrnil sem ga, preveril sem mesta,
nisem ničesar začutil. Če nisem imel priložnosti govoriti z nikomer. Torej, zgodba je tak. Mlajši fant je prišel do vrat, povedal mi je nekaj o svojem Taco Bellu. Drugi fant, ki je spodaj v dnevni sobi z mojim partnerjem, je rekel, da je tisti fant začel paničariti, znorel je. Tukaj ga je pretepel. To je vse, kar imam trenutno. Nimam pojma o časovnem okviru. Ne, nisem razumel, ker je tudi rekel, da je bil ta tip tukaj zgoraj nezavesten, zato sem rekel, Amy, umaknem se mi s poti, da lahko grem gor in poskusim pomagati temu tipu. Prvi posredovalci so naredili vse, kar so lahko, vendar so potrdili, da je Dale Mitchellovo srce prenehalo utripati in je umrl zaradi poškodb. Po navedbah tožilcev okrožja Macomb je Dale Mitchell živel v skupinskem domu z več sostanovalci. Po poročanju Fox 2 Detroit je bilo sprva navedeno, da naj bi Dale domnevno ukradel hrano svojega sostanovalca Marka Newsoma. Vendar je Markov odvetnik kasneje na sodišču povedal, da je Dale vzel hrano drugemu sostanovalcu, medtem ko je Mark spal. Mark je bil še vedno doma, ko so policisti prispeli. Celo pokazal je policistom, kje je bil Dale. Ne drugo roko ven. Ne drugo roko ven. V redu, prid sem dol. Prid sem dol. Oprosti, Jeff, pridi sem, pridi sem, pridi sem. On je zgoraj, on je nezavesten. Kako je potem Mark sploh vpleten v to? No, po poročanju Fox 2 Detroit je Mark spal, ko naj bi ukradli hrano iz Taco Bella. Zbudil se je šele zaradi vsega hrupa, ki ga je slišal, in se odločil, da se vključi. Sostanovalec in priča, s katerim sem govoril, je rekel, manjkala je njegova hrana iz Taco Bella. Zato je šel in povedal tipu, ki smo ga aretirali. Mark. Joseph Newsom, da njegov Taco Bell manjka. Rekel je, da je Mark ponorel, šel gor in začel pretepati svojega. In začel pretepati Dela. Torej je bil tip, ki ste ga aretirali, tudi njegov sostanovalec. Da. In on, kako mu reči ime? Njegovo ime je Mark Mary Adam Robert King. Torej, kot mi je povedal Kristjan in moj partner mi je pravkar poslal Kristjanove podatke, Kristjan je priča, ampak glede na to, kar mi je povedal Kristjan, verjame, da je samo znašal svojo jezo nad Daleom. Ker ga nihče ni ničesar obtožil glede tega, da bi mu vzel Taco Bell in ne vem, samo razjezil se je in ga začel pretepati. Ali veš, če ima Dale kakšne zdravstvene težave? Kristjan je rekel, da je imel v preteklosti možgansko kap, za druge zdravstvene informacije pa nisem prepričan. Prav tako v tem domu nihče ni v sorodu. Nismo videli aretacije na posnetku telesne kamere, vendar je bil Mark Newsom aretiran in obtožen umora druge stopnje. Zadržan je bil v zaporu okrožja Macomb, potem ko mu je sodnik zavrnil varščino. Naslednje leto je Mark Newsom ni oporekal obtožbi za uboj in istega leta se pojavi v sodni dvorani okrožja Macomb, da izve svojo usodo. Ali obstajajo kakršnikoli dokazi, ki bi nakazovali, kolikokrat je obtoženi udaril? Vaša čast. V zapisniku z predhodnega zaslišanja je priča izpovedala, da je slišala obtoženega. Slišala tisto, za kar je verjela, da je bilo. Slišal je ploskanje po koži. In to je slišal nekaj časa. Ko je šel gor po stopnicah, je slišal, da se to nadaljuje. Videl je, da se to nadaljuje. Poskušal je prepričati obtoženega, naj preneha. Obtoženi ni hotel prenehati in je nadaljeval tudi potem, ko je žrtev oziroma priča šla po stopnicah dol in poklicala številko 911. Toliko udarcev pravite? Da, vaša čast. In vidimo lahko, da je bilo veliko udarcev, vendar ne vemo natančnega števila. In nimamo ničesar, kar bi nakazovalo, da je bilo toliko udarcev namenjenih povečanju žrtvinega strahu in tesnobe. Torej, da bi na tej podlagi verjeli, da je to verjetno klasičen primer pretirane brutalnosti. In seveda se je tesnoba bistveno povečala, strah in tesnoba sta bila zelo izrazita. Njegova raven strahu je morala biti izjemno visoka, ko ga je ta moški pretepal. Med izrekom kazni za Marka, njegov odvetnik trdi, da sta imela Marko in Dale veliko napetosti pred smrtonosnim spopadom. Marko Newsom je star 55 let,
Stoji pred vami kot invaliden in brezposeln nekdanji gradbeni delavec. Trpi za številnimi boleznimi. Ima poškodovan hrbet zaradi nesreče na gradbišču. Ima prebavne težave. Trpi za krvnimi strdki, visokim krvnim tlakom in skozi leta je doživel več srčnih napadov. Januarja lani je bival v penzionu s 4 drugimi moškimi. Eden od teh moških je bil pokojni Dale Mitchell. Po vseh podatkih policisti so zaslišali tudi druge stanovalce. Po vseh podatkih je ta Dale Mitchell sebe imel za glavnega v tem penzionu. On je imel glavno besedo, če uporabim ta izraz. Imel se je za prvega med enakimi, če mi dovolite tako reči. Gospod Mitchell je imel pod nadzorom daljinski upravljalnik za televizijo. Nadzoroval je pravice v kuhinji. Vzel si je tisto hrano, ki mu je bila všeč, ne glede na to, ali je bila njegova ali ne. Izjave prič so nakazovale, da je bil do njih tako fizično kot verbalno nasilen, medtem ko so bili v stanovanju. Na dan, o katerem govorimo, je gospod Newsom preživel dan v bolnišnici, kjer je prejemal različna zdravljenja in zdravila. Domov iz bolnišnice je prišel in šel spat kmalu po večeri. Okoli polnoči je trdno spal, ko je bil. Prebudil ga je drug stanovalec, gospod po imenu Christian Lee, ki je kričal, zelo potnil z vrati in povzročal hrup. Ko se je gospod Newsom zbudil in zbistril glavo, je vprašal gospoda Leeja: kaj narobe? Zakaj povzročaš ta hrup? In gospod Lee je izstrelil: Dale Mitchell mi je ukradel hrano. Zdaj ne vemo, zakaj se s tem ni sam spopadel Christian Lee. Ne vemo, zakaj je Christian Lee ni sam soočil osebe, ki mu je ukradla hrano. Vse, kar vemo, je, da je gospod Lee poiskal pomoč pri gospodu Newsomu. Vključil je gospoda Newsoma, ki je trdno spal v prestolnici. Gospod Newsom se je soočil z gospodom Mitchell. Newsom pravi, da je gospod Mitchell zamahnil proti njemu. Gospod Newsom se je umaknil udarcu in ga je tale oplazil po levem ušesu. Gospod Newsom je nato vrnil udarec in začel se je pretep. Ni bilo nobenega orožja, še najmanj bejzbolskih palic. Bil je le pretep s pestmi. Med tem pretepom je gospod Newsom dobil premoč in med dogodkom je Dale Mitchellovo srce prenehalo biti. Da. McCallov sodni zdravnik je opravil obdukcijo. Ugotovila je, da je gospod Mitchell trpel za številnimi boleznimi, za katere gospod Newsom ni vedel in ni mogel vedeti. Markov odvetnik trdi, da so nekatere od teh bolezni vključevale okužbo srčne mišice, bolezen ledvic, zamašitev arterij in srčno-žilne bolezni. Trdil je, da je Dale Mitchell umrl zaradi nenamernih posledic. Ko je bil na vrsti Mark Newsom, da spregovori, je dejal, da ga je Dale potisnil v kot. V vsem tem je nekaj neskladij. Zame je bilo to zelo težko. Težko razumem sodne postopke. Nikoli prej nisem imel težav. Veste, to je bila grozna stvar. Delam v bivalnih skupnostih. Živel sem v glavnem delovnem domu in sem pomagal ljudem, pomagal sem vsem tam. Nisem ga odpeljal. Poskušal sem mu pomagati. Pomagal sem vsem. Ste mu poskušali pomagati s svojimi otroki, gospod? Ne, vaša čast, sploh ne. Kot prijatelj bi šel v trgovino in mu kupil stvari, da ga sploh ne bi prosil, kupil bi mu stvari. Spomnil bi ga, veste, da vzame zdravila. Veste, to sem počel, zapustil sem skupinski dom, da bi preprosto pomagal ljudem. Dale Mitchell je imel nekaj duševnih težav v ozadju, ki so bile precej stalne in resne. In kar sem videl v drugih skupinskih domovih, je bilo zelo podobno šizofreniji. To je bila slaba stvar. Veš, fizično je napadal vse. Mislim, celo imam izjavo policiji od Roberta McVeigha, da so ga pretepli. In Robert Wade je izjavil, da se to nikoli ne bi zgodilo, če bi skupinski dom, kadarkoli je bil kdo grožnja v teh drugih skupinskih domovih, so ga takoj odstranili. Še posebej, če je koga fizično napadel.
In znova del. Je napadal in tepel ljudi. Tisto noč me je udaril. Še ena stvar, ki je sodišče ne ve, je, da je od začetka rekel, da mi je oplazil ušesa. Ne, udaril me je v uho in zato sem ga udaril nazaj, ker me je zelo bolelo. In tisto noč v bolnišnici si komaj da kdo pogledal moje uho, ko sem kaj rekel. Ampak paznik me je zaradi nepovezanega incidenta poslal k specialistu, ko mi je nekdo z udarcem razbil očesno votlino. Mark pravi, da čeprav se z Daleom nista razumela, ni želel, da bi se karkoli od tega zgodilo. Star sem 55 let, nimam nobene kazenske evidence. Dala nisem namerno ubil. Ob svoji postelji sem imel, kar jaz imenujem Daleova stena, ki sem jo naredil, ker mu nisem zaupal. To je še ena stvar. Bil sem stisnjen v kot. Vsi so imeli svojo spalnico, razen mene. Bil sem zgoraj in nisem imel svoje sobe, ampak sem zaprl vrata in se umaknil pred vsakomer. In Dale je policist, ki ima v lasti skupinski dom, 2 dni prej ukazal. To je bil del razloga, zakaj sem želel biti tam. Dale šel na me 2 dni prej in me poskušal udariti v obraz v kuhinji, pri čemer je bil priča tožilca Christian Lee stal tik ob meni. Jaz sploh nisem poklical lastnika skupinske hiše. Christian Lee je to storil in povedal lastniku skupinske hiše, da je Dale šel name in me poskušal udariti v obraz. In lastnik skupinske hiše me je poklical naslednji dan, se mi je opravičil in rekel, da poskušajo odstraniti Dalea. Gospod Herbert je ostal zaradi drugih zdravstvenih težav, ki jih je imel. Ne more opisati, kako zelo mi je žal zaradi tega. Še nikoli nisem bil v zaporu in imel sem veliko noči, da sem sedel in razmišljal o tem ter o svojem odnosu z Bogom in o tem, kaj je to naredilo moji družini. In novice so to prikazale v slabi luči, kot da sem nekoga ubil zaradi hrane. To je bila zame res grozna izkušnja. In nikoli nisem nameraval, da bi Dale umrl. Veš, velik del tega je bil posledica duševne bolezni. In to je žalostno in to sem že velikokrat videl v drugih skupinskih domovih. Bil sem že napaden, zato nosim afriški hrbtni ščit. Tam so bile kamere, zato je tisti tip, ki je to naredil, šel v zapor. Nisem mogel pustiti, da bi mi Dale kar tako udaril v obraz. Nisem pustil samo, da me je že večkrat udaril. Bil sem tam samo 3 mesece. In veš, bil sem stisnen v kot tam zgoraj. Nisem imel kam iti. To je še ena stvar, ki sem jo hotel povedati. Christian Lee je rekel, da sem ga premagal. Nisem ga. Dale me je držal za pulover s kapuco. Verjamem, da ko sem poklical številko 911, sem ga držal na tleh. Še vedno me je poskušal brcati in udaljati. In nisem mu povzročil nobene škode. Bil sem previden, da ga ne bi poškodoval, ko sem ga držal na tleh. Dale je bil precej večji od mene. Bil je visok 185 cm in tehtal 78 kg. Takrat sem bil res bolan. Tehtal sem 50 kg. Nisem spal že nekaj dni, ker sem bil v bolnišnici. Mislim, ta stvar je pa res nekaj posebenega za tvojo čast. Res mi je žal. Po Markovem sporazumu o priznanju krivde se je izognil dosmrtni kazni. Kljub temu je bil celo sodnik šokiran, da je bilo življenje vzeto zaradi obroka iz Taco Bella. To je zločin, ki se nikoli ne bi smel zgoditi. Če bi obstajala knjiga nesmiselnih zločinov, bi bil ta res na vrhu seznama. Vzetje človekovega življenja zaradi obroka iz Taco Bella, da to sploh ni bil obrok obtoženca, je popolnoma nesmiselno. Sodišče se je dolgo in temeljito ukvarjalo z dogovorom o kazni, ki sta ga dosegla tožilec in odvetniki, ter je resno razmišljalo, da tega dogovora ne bi upoštevalo. In čeprav nekoliko nerad, bo sodišče upoštevalo smernice. Kljub brutalnemu pretepu in smrti, ki jo je povzročil gospod Hall. Sodba sodišča je, da se obtoženega izroči oddelku za popravne zavode Michigana za obdobje 5 let do največ 50 let.
z upoštevanjem 581 dni. Spletni zapisi kažejo, da Mark Newsom prestaja svojo kazen v popravnem zavodu Parnell v Jacksonu, Michigan. Spletni zapisi oddelka za popravne zavode v Michiganu kažejo, da je najzgodnejši datum izpusta Marka Newsoma januar 2029. Če bo odslužil celotno kazen, bo izpuščen leta 2039, ko bo star skoraj 70 let. Hvala, ker ste spremljali to epizodo Inside the Crime. Jaz sem Elizabeth Miller in se vidimo tukaj jutri z novim primerom.